Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Čeprav sem veliko časa porabila za to, da sem vam govorila, česa ne počnite s svojim jezikom, bi raje videla, da se osredotočite na stvari, ki vam jih bom povedala, da naj bi jih delali s svojim jezikom. Kajti, če ste dovolj zaposleni, da delate prave stvari, ne bo več nobenega prostora za napačne stvari. A me razumete? In ne samo to. Mislim, da je bolje za nas vse, če se osredotočimo na pozitivne stvari, ki jih moramo delati, kakor pa na napačne stvari, ki nam jih ni treba. Mislim, da smo poraženci, če hodimo naokrog in si neprestano mislimo, bolje, da tega ne storim, boljše, da tega ne storim, bolje, da tistega ne storim, moram biti pazljiv. Toliko bolje spodbudno, če se osredotočimo na to, kar bi morali storiti. Prav. Tu je 6 stvari, ki bi jih morali delati s svojim jezikom. Če se ukvarjate s tem, kar bi morali delati, potem ne boste imeli časa, da bi delali stvari, ki jih ne smete. Prvič. Ne vem, če vi veste ali ne, da imate moč storiti to ali ne, vendar to lahko zares pretrese stvari v vašem življenju in vam doda razsežnost moči, ki je mogoče niste imeli. Vi morate neprestano blagoslavljati vse, kar lahko sploh blagoslovite. Vi imate moč blagoslavljati in moč preklinjati z izgovorjenimi besedami vaših ust. 4. Mojzesova knjiga 6:8. Veste, v mnogih modernih cerkvah dandanes pastori ne stremijo več k temu, da bi na koncu bogoslužja blagoslavljali ljudi. Vendar v cerkvi, v kateri sem bila jaz dolgo časa, sem vedno dobila blagoslov. To je bila zadnja stvar, ki so napravili ob koncu bogoslužja. Tedaj še nisem imela dovolj občutka, da bi to spoštovala ali preizkušala svojo vero, da bi to delovalo. Vendar je zares nekaj, kar je Bog povedal Aaronu, duhovniku, da se zavzame za ljudi. Preden boste danes odšli, se bom zavzela tudi jaz za vas in bom molila za vse vas, da bi bili blagoslovljeni. Kajti prepričana sem, da imam moč, da lahko to storim po kreposti poslanstva, ki sem ga prejela kot Božji dar. Gospod je rekel Mojzesu, reci Aaronu in njegovim sinovom, tako blagoslavljate Izraelove sinove, recite jim. Gospod naj te blagoslovi, te varuje, te ohranja in pazi na te. Naj njegov obraz sveti nad teboj, te razsvetljuje in ti je milostljiv, prijazen, usmiljen in naklonjen. Gospod bo dvignil svoje lice, odobravane nad teboj in ti dal svoj mir. Tako naj polagajo moje ime na Izraelove sinove in jaz jih bom blagoslovil. Gospod vas blagoslavlja, vas ohranja, vas gleda, vam je naklonjen in njegov obraz sije nad vami. Kako čudovite besede so bile izgovorjene nad našim življenjem, pa vendar nisem razumela moči teh besed, niti nisem začela razumevati, kaj je on delal in sem dvomila, če on sploh kaj napravil. Razumela sem pač, da so se tega naučili oni v šoli, da mora vsako bogoslužje končati s temi besedami. Gotovo pa je, da izgovorjene besede morajo imeti vero za tem. Zato je zame tako pomembno, da vam to razložim. Ta blagoslov bom zmolila nad vami in hočem, da se v svojem umu osredotočite na to. Kajti, ko vas bom blagoslovila, boste prejeli blagoslov po veri in boste vanj verjeli, ter bo postal ključna stvar vašega življenja. Kajti verjamem, da imamo moč in avtoriteto nad izrečenimi kletvicami preklinjanja in krivičnimi besedami, ki so vam jih kdajkoli izrekli. Prav. Druga stvar, ki se je moramo posvečati in zadeva naš jezik. Veste, to ni sicer ne vem kakšna novica, vendar je še vedno nekaj takšnega, kar ne upoštevamo niti slučajno. V Psalmu 104 pravi, da bi se morali zahvaljevati in to tudi izrekati. Rada imam to. Kralj David je rekel, o polnoči vstajam in se ti zahvaljujem. To je zelo radikalno, kot bi imeli o polnoči nastavljeno budilko in se prebudili in skliknili, hvala ti Bog.
Pomislite, kralj David je imel takšen načrt. Ne vem, če je imel ravno budilko, vendar je zagotovo imel načrt, da je vstal o polnoči in se začel zahvaljevati Bogu. In sprašujem se, kaj bi se zgodilo, če bi nek podjetnik ali podjetnica, ki vodi svoje podjetje in poskuša napraviti dobiček, in bi si napravila uro za vsake 3 ure, da bi se ustavila, pokleknila v svoji pisarni in bi se zahvaljevala Bogu. No, poskusite. Tako, mi se moramo spomniti, komu smo odgovorni. Pavel pravi, ne bom prenehal zahvaljevanje. On je govoril o svojih sodelavcih v duhovni službi. Naj vam nekaj povem. Z možem Davidom se neprenehoma zahvaljujemo za svoje sodelavce. Vsako jutro, ko imam poseben čas za blagoslove, ne blagoslavljam samo svojih otrok, ampak blagoslavljam vse naše sodelavce in ljudi, ki z nami sodelujejo v oznanjevanju Gospodovega oznanila. Tako vam pravim, da ste vi vsi blagoslovljeni. Kološanom 1:3. Neprestano se za vas zahvaljujem. Tretjič, svojim jezikom morate spodbujati. Spodbujati in graditi. Gospod dovolje obupavanja med ljudmi. Ni nam potrebno, da ljudi še bolj ponižujemo. Ampak mnogi ljudje bodo obupavali, če jih mi ne bomo spodbujali. Ne grešite zaradi tega, ker ste nekaj opustili. No, se nisem nič rekel. Včasih je to problem, ker nič ne rečete. Ni napak samo to, kar rečemo. Napak je tudi, če ne rečemo to, kar je prav. Ljudje morajo slišati. Kako se počutite o tem? Porabite nekaj časa, da mislite o tem, kako naj bi izgledalo življenje za nekoga drugega. Aleluja. Pogosto se zahvalim svojemu možu Davidu, da vedno sedi tam na tistem stolu. Veste, mogoče ljudje ne mislijo o tem. Mogoče ljudje ne pomislijo niti, ampak kakšna žrtev je to in kakšno maziljenje je potrebno, da sedi tukaj in me posluša. Da hodi sem kar naprej in naprej in naprej, mesec za mesecem in leto za letom, kar naprej in naprej, brez prestanka. Dajte no, morali bi bolj ceniti Davida. Veste kaj? Mislim in resnično verjamem, da je naša misionarska služba tako razširjena in močna prav zaradi tega dejstva, da on vedno trdno stoji za menoj in za vsem tem. David je zares Božji človek. On mi je dal svobodo, da sem lahko vse to, kar Bog hoče, da sem. On je rekel, jaz te ščitim. On čuti, da je to njegovo delo, da me ščiti. Ljudje me včasih sprašujejo, ali David potuje s teboj? Lahko se spomnim samo 2-krat. V vseh teh letih, odkar to počnem, da ga ni bilo zraven. V vsakem mestu, kjer sem bila, je bil z menoj. Dajte, no. Veste, da lahko storite toliko za svojo zakonsko zvezo. Ohranite jo dobro, ne sprašujte se le, zakaj ni dobra. Trudite se. Dajte, no. Začnite izrekati stvari, ki vam lahko prinesejo ozdravljenje. Ni mi mar, v kako slabem stanju je vaša zakonska zveza. Verjamem, da jo lahko spremenite s svojim jezikom, če to zares hočete. Veste, kaj si mislijo sedaj nekateri? Ja, seveda, vendar jaz sem tisti, ki bi potreboval spodbudo. No, nikar ne dopustite, da stopim tja dol in vas primem. Če si mislite, da ste vi duhovni velikan pri vas doma, potem ste eden tistih, ki bi moral prvi delati tisto, kar je prav. Tak je najmočnejši, naj dela najprej to, kar je prav in to najdlje. Ne utrudite se delati dobro, kajti ob svojem času boste želi, če prej ne omagate. Prizadevajte si, prizadevajte si, prizadevajte si in še enkrat si prizadevajte in pustite hudiča zunaj.
Toliko čudovitih citatov je v Svetem pismu. Pregovori 15:9. Prijazni jezik s svojo zdravilno močjo je drevo življenja, vendar krivičnikovo nasprotovanje ti zlomi duha. Povem vam, kaj lahko storite. Veste, da jaz nisem bila to, da bi spodbujala že po naravni poti. Verjetno sem imela veliko bolj dar malodušja. Vendar sem se pred leti vse to izrečila Bogu, da sem začela spodbujati ljudi in z določenim namenom. Nekaj neverjetnega je, kaj lahko storite, če nekaj opravite namenoma. Nehajte čakati, da bi čutili tako in se osredotočite. Gospod, blagoslavljal bom, zavezal bom svoj jezik, izgovarjal bom samo najboljše stvari, govoril bom resnico. Vi imate svojo voljo in vaša svobodna volja je največji del vas. Bog vam je dovolil, da bi izbrali svojo izbiro. Kralj David je rekel, vstal bom v polnoči, da bom izrekel hvalo Gospodu. In tako sem napravila odločitev, da bom oseba spodbujanja. So ljudje, ki imajo po naravi dar spodbude, to je duhovni dar. In ni potrebno veliko, da ga opaziš. Mislim, to, kar sije iz njih. Mislim, da ste lahko v bližini takšne osebe kakšne 3 minute in to že čutite. Kakor da je najčudovitejša stvar na svetu. A veste to? Mislim, jaz nimam takšnega daru, vendar pa spodbujam ljudi in želim, da delajo stvari z namenom. To sem rekla Bogu, tebi se predam, če mi daš v moje srce, bom odprla svoje usta in to izrekala. Ne recite mi, da Bog ne položi lepih stvari v vaša srca, ki bi jih lahko izrekli o drugih ljudeh, vendar velikokrat se zdi, da boste izpadli bedasti. Kaj si bodo drugi mislili, bla, bla, bla. Hudič dela te iste stvari vsakemu izmed nas. Vsak dan vprašate Boga, koga naj danes spodbudim. Pomislite na ljudi, ki jih že poznate in boste okrog njih. Prosite Boga, da vam da nekaj vaše srce, da jim boste izrekli in bodo v tem rasli. Niste ravno tako navdušeni, kot sem si želela. Koliko izmed vas misli, da lahko z besedami ozdravite svoj oseben odnos in ga spremenite z besedami? Nikogar namreč ni, o katerem ne bi mogli najti nekaj dobrega, če boste le iskali to. Nobena oseba ni takšna. Če se boste osredotočili na dobro, se bodo ljudje dvignili nad vaša pričakovanja. Naslednja stvar, ki jo moramo z namenom upravljati in se jo nekako zagotoviti, je to, da govorimo resnico. Veliko kristjanov imamo lažnivcev. Efežanom, 4. poglavje, 15. vrstica. Naj naša življenja izražajo resnico v vseh stvareh, da izražamo resnico, delamo po resnici in živimo po resnici. Dopusti nam, da tako viti v ljubezen rastemo van in na vse načine živimo v njem, ki je glava, Jezus Kristus, maziljeni. Sveto pismo pravi, da vas bo resnica osvobodila. Sveto pismo je knjiga resnice. Bog je Bog resnice. On govori samo resnico. Zanje je nemogoče, da bi lagal. Na drugi strani pa je Satan, ki je oče laži. Sveti duh je duh resnice. In njegova služba je, da nas vodi v vse resnici. Knjiga pregovorov 6:16 pravi, 6 reči sovraži Gospod, 7 se gnusi njegovi duši. 3 od teh 7 zadevajo jezik in 2 izmed prvih 6 zadevajo pomen laži. Sveto pismo pravi, kupi resnico in je ne prodajaj. Premišljevala sem, kako bi kupila resnico. Iskreno vam povem, da moramo večkrat kupiti resnico z bolečino. Včasih z izgubo prijateljev. Ljudje nočejo vedno, da bi jim povedali resnico, če tudi vas za to vprašajo. Včasih mi izgubimo ugled, včasih nas ne razumejo. Iskreno verjamem, da če boste zvesti resnici, se boste morali tudi žrtvovati za njo. Povedala vam bom nekaj, kar vam še nisem. Mogoče sem pravila enkrat ali dvakrat, vendar to tako ustreza sem temu, kar pravim. Veste, da mi vsi imamo preteklo življenje, ki vsebuje stvari, ki niso tako navdušujoče, če jih vemo o drugih ljudeh. Jaz vam vse povem. Vendar me morda še niste slišali, da bi kdaj to povedala. Pred približno kakšnimi 40 leti,
No, verjetno je 45 ali 46 let, ker sem sedaj že 42 let poročena z Davidom. Takrat sem bila poročena z mladeničem, ki je bil tatič. Končal je v zaporu zato, ker je kradel. Tekal je naokrog za drugimi dekleti in se zabaval, ter vse te stvari, ki ti zlomijo srce. Takrat sem delala v podjetju, on pa je hotel oditi iz mesta. Nisva imela denarja. Hotel je oditi v Kalifornijo ali kam, da bi tam zaslužil. Delala sem v računovodstvu in mi je govoril, naj ukradem nekaj denarja od njih, da bi imela dovolj denarja za v Kalifornijo. Odšla sva. Tako sva odšla v Kalifornijo in sva tudi prišla nazaj v St. Louis. Ugotovila sem, da policija išče nekoga, ki je ukradel denar iz podjetja. Ker sem bila tam zaposlena in denar je izginil isti dan, ko sem jaz odšla iz podjetja. Kar ugotovite, to ni bilo najbolj pametno zame. Pripeljali so me, da so me izpraševali in povem vam, tako preprosto sem šla v zapor. Navdušuje me Božja milost. In kako je Bog razumel moj položaj, mojo preteklost in zakaj sem tako hrepenela po ljubezni in pozornosti. Bila sem tako obupana, da sem v resnici storila nekaj, kar sem vedela, da je narobe. Leta kasneje, ko sem že bila poročena z Davidom in v 70 letih prejšnjega stoletja, ko sem bila napolnjena Svetim duhom, mi je Bog prinesel vso to mojo zgodbo nazaj v moj Bog mi je začel kazati na dejstvo, da bi morala kontaktirati to podjetje. Nisem niti vedela, če to podjetje še sploh obstaja. Vendar sem ugotovila, da obstaja. Morala sem oditi tja in videti vodstvo tega podjetja in sem jim morala povedati, da sem jaz ukradla denar. Morala sem ga vrniti. To je bilo zame precej strašljivo. Mislim, ker sem pravkar začela poučevati Sveto pismo na domu in sem čutila to kot Božji klic. Bila sem poročena in sem imela 3 otroke. In veste, kaj sem si mislila? Kaj pa, če grem v zapor? Nisem vedela, kako bodo se odzvali. Vendar vam povem, da je Božji duh tako močno deloval, da sem vedela in se zavedala, da to moram storiti in poravnati to iz svoje preteklosti. Prosim, če vas karkoli iz preteklosti ovira, dopustite se voditi Svetemu duhu. Tole pa vam povem. Če ste storili nekaj narobe in vam je Bog rekel, da to popravite in vi še tega niste storili, ne delate nič drugega, kot da prizadenete sebe. Drznem si trditi, da če tega takrat ne bi storila, ne bi danes stala tukaj pred vami. Ker Bog ne more povzdigniti lažnivcev. Moram govoriti resnico in moram biti pripravljena jo kupiti in biti pripravljena, da se za resnico žrtvujem ali celo da padem v težave. Sveto pismo pravi, da priseži pri svojih bolečinah in jih ne spreminjaj. Šla sem in premišljevala. In to je bilo res zelo težko zame, ker ti ljudje niso bili kristjani. Rekla sem, ali se spomnite, da je pred nekaj leti bil ukraden nek denar v podjetju? Da, so rekli, spomnimo se. Rekla sem, da sem jaz ukradla. In da sem prišla, da ga vrnem. Sedaj sem kristjanka, svoje življenje sem posvetila Bogu. Bog hoče, da me uporabi v svoji duhovni službi in vem, da moram to poravnati, preden grem naprej. To sem hotela podeliti z vami, ker velikokrat gledamo na ljudi, ki imajo uspeh in si mislimo, želim si imeti to. Želim si imeti takšno podjetje, želim si imeti to službo. Mi nekaj ne dobimo le, če si to želimo. Dajte no. Rekla sem, da nekaj ne dobimo, če si samo želimo. Samo Bog ve za vse stvari, ki so se odvijale med menoj in njim v zadnjih 32 letih. Stvari so bile zame tako težke, vendar če jih ne bi storila, ne bi bila danes tukaj. Mnogo je poklicanih, vendar le nekaj izvoljenih. Veliko ljudi je, ki imajo velik klic v svojem življenju, vendar ne storijo tega, ker jim Bog naroča in to niti ne s svojim jezikom. Upam in molim, da bodo ljudje danes tukaj toliko resni glede tega, kar sem izrekla o izrečenih besedah. Upam, da ni nobenega, ki je trmoglav in bi rekel, saj ne morem verjeti, govoril bom še vedno, kar hočem govoriti. Veste kaj? Ko bo naslednjič tukaj, boste še vedno hodili okrog iste gore. Vi se ne morete povzdigniti nad svojo spoved. Jezus je veliki duhovnik naše spovedi. Moramo se spovedati, ker on to želi in nam hoče dati to, kar on želi, da imamo. Vedela sem, da bo zelo mirno ob tem mojem govoru o resnici.
Kaj pa zdaj to pomeni? Ne goljufajte s svojimi prihodki in davki. Ne kradite pisarniškega materiala. Niso vam potrebne tiste sponke za papir, lističi za zapiske in kulice in radirke. Ne delajte pri tem poceni izgovorov. Blagoslovljen bodi Bog, in tak mi ne plačajo dovolj. No, ni potrebno, da smo krščanski lažnivci in krščanski tatovi. Sveto pismo pravi v Janezu 4. poglavje, da Bog išče častilce, ki ga bodo častili v duhu in resnici. Ali se boste oklenili resnice? Pridobivajte si resnico in je ne prodajajte. Oklepajte se, a ni važno, kakšna je cena zanjo. 5. Izgovarjajte Božjo besedo. O tem smo veliko govorili in veliko stvari je, ki vas lahko potočim na to temo. Vendar mi že zmanjkuje časa. Jeremija 23:28. Kdor ima mojo besedo, naj zvesto govori mojo besedo, ali ni moja beseda kakor kladivo, ki razbija najtrše skale. Rada imam to. Kar udarjajte svoje probleme s kladivom Božje besede. Rekla sem, da odrihajte z Božjo besedo po svojih problemih. Veste, kako je to? Mi moramo tolči in tolči in tolči in tolči, da se razlomi. Samo vztrajajte v tem, vztrajajte v tem. Vztrajajte, dokler ne pridete do zmage. Prerok Ezekiel. Bog je rekel preroku, ki ga je postavil med mrtve kosti, rekel mi je, sin človekov, ali lahko te kosti oživijo. Morda se vi sedaj počutite, kot da je vaše življenje kot kup mrtvih kosti. Ali lahko te kosti oživijo? Ali lahko Bog nekaj stori v vašem življenju? Kaj bo za to potrebno? Prerok mu je odgovoril, samo ti, Bog, veš. Bog pa mu je odgovoril, prerokuj nad temi kostmi in jim reci, suhe kosti, poslušajte Gospodovo besedo. Dajte no, bolje da začnete prerokovati stvarem v svoji hiši. V jeziku imate moč. Nihče nima več moči nad vašim življenjem, kakor vi. Vzemite si avtoriteto. Začnite izgovarjati Božjo besedo, začnite izgovarjati o veri in zvestobi. Prelomila bo najtrše stvari in jih razbila. 6. Ne govorite preveč. Bodite mirni. Pregovori 10:19. Kjer je veliko besed, ne manjka greha, kdor je dojemljiv, pa brzda svoje ustnice. Pregovori 17, 27 in 28 vrstica. Kdor brzda svoje besede, ljubi spoznanje, kdor je mirnega duha, je razumen človek. Tudi bedak velja za modrega, kadar molči, za razumnega, kadar drži svoje ustnice zaprte. Zadnjič sem rekla, da je v naši glavi 7 odprtin ali 7 vrat in to so 2 oči, 2 ušesi, 2 nosnici in 1 usta. Zato bodite hitri v poslušanju, počasni v govorjenju in počasni v jezi. Sedaj pa vstanite, da blagoslovim vaša življenja. Prav. Oče, v Jezusovem imenu se ti zahvalim, da si nam dal moč, da lahko blagoslavljamo eden drugega. Prevzemam avtoriteto nad vsemi kletvicami, ki so bile izrečene nad komerkoli v tej zgradbi ali nad komerkoli, ki posluša to sporočilo. Zlomim moč teh kletev, zlomim moč negativnih besed. Po današnjem dnevu ne bodo imele več nobene moči, ker v tvojem imenu, Gospod, blagoslavljam vse te ljudi. Oni so blagoslovljeni, ko prihajajo in ko odhajajo. Vse, kar se znajde v njihovih rokah, je blagoslovljeno. Oni so blagoslovljeni, njihovi domovi so blagoslovljeni, njihovi otroci so blagoslovljeni. Možje in žene so blagoslovljeni. Njihova dežela je blagoslovljena.
Jaz bom izgovarjala nad njimi to, kar si ti zapovedal Mojzesu, da naj pove Aaronu in Izraelovim sinovom. Verjamem, da bo to čas, ko bodo spremenili svoje življenje. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obliče nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obliče nate in ti podeli svoj mir. Tako naj polagajo moje ime na Izraelove sinove in jih bom blagoslovil. Naj vas Gospod varuje, kamorkoli greste. Naj Gospod dvigne svoj obraz nad vami in to z nasmehom na svojih ustnicah in naj vam da svoj mir. V Jezusovem imenu ste blagoslovljeni. Amen.